Evo, danes sem spet v Kranju, če me kdo povab, pa me iskreno sprašuje, se rad odzovem. Pridem na dom že četrtič k Kseni. Anja je predlagala, da bi obdelala eno stvar, ki sem jih 15 let že dal v enem intervjuju močno stvar od sebe, za Siol o samomorih. V času COVID krize sem en video krajši posnel o samomorih med mladimi, zato ker so eni psihologi hoteli samomore med mladimi pripisati vladi Janeza Janša in ukrepom. In sem rekel, je to tako enostavno, pa to ni. In sem takrat par stvari povedal. Zdaj pa mogoče bom pa še kaj več povedal, če se bo dalo, torej o samomorih med mladimi oziroma na splošno. Pozivam, če kdo kaj želi še kakšno temo, mogoče ali Kseni pove, ali sam proba kaj narediti, ali pa meni zaupa, kaj bi rad imel obdelano, pa se bom potrudil. Referendum sem obdelal, tako da, evo, zdaj pa predajam mikrofon, ki je v kameri, kar Kseni. Ja, mene je ta tema, pozdravljeni najprej se. Najprej, ta tema me je pritegnila, ker sem bila jaz ena izmed teh mladostnikov, ki sem delala samomore in sem se rezala. In to tematiko razumem iz osebne perspektive v bistvu. Par ljudi mi je izrazil želje, da mi da posnameva še en video, s to sem vas tudi kontaktirala. In seveda, kdo bi bil bolj primeren za tako temo kot vi, ki si upate pač odgovoriti tudi na najbolj neprijetna vprašanja. V bistvu sem si zamislila tudi tako, da vam bom postavila vprašanje, ki sem si jih jaz zastavljala kot mladostnik v tem obdobju. In verjamem, da danes ni kaj preveč drugače, ker ljudje se pa toliko ne spreminjamo. Mogoče bi kar vam prvo vprašanje postavila. Ta svet je postal en tak nesmisel v bistvu. Veliko se govori, premalo pove. In kako naj mladostnik sploh najde smisel v temu nesmiselnemu svetu, če tega dostikrat tudi njegovi starši oziroma odrasli ne usvojijo čist? Ja, tale smisel je tako ena dvorezna stvar. Viktor Frankl se je ukvarjal s tem smislom, težnja po smislu. To je bil zapornik oziroma taboriščnik, sicer psiholog, filozof, in bil je v teh taboriščih nemških in preživel tudi zato, ker se je potem, ne vem, spraševal prave stvari, tudi o smislu življenja, oziroma to taboriščno življenje ga je tako dotolklo, da se je začel spraševati o smislu. In potem so mene ravno na enih podcastih spraševali o tej logoterapiji, pa o Viktorju Franklu. Mislim, da je tam nek Sebastian, kaj je že, vse ni važen, en logoterapeut, Kristovič, da je bil tudi gost, pa da je tudi govoril o smislu, da se morajo ljudje zavedati smisla, pa tako naprej, vprašati o smislu. Jaz sem pa potem v tistem podcastu Konzerva, Janez Zupan, Stržiča, tle malo naprej, ali skje je že, sem rekel, da pravi moški se nima kaj spraševati o smislu, ker točno veš, kaj moraš narediti. Ampak pravi moški, ok, jaz se imam za pravega moškega, pa se tudi jaz sprašujem o smislu mojega početja, razdajanja, kljub vsem polenom. Čez 2 dni imam sojenje v Novem mestu, ravno sem bil na liniji z odvetnikom pa sodiščem, če lahko javnost pride, pa tako naprej. A ima smisel, da jaz treznim to Slovenijo z nekimi znanji, a ima to smisel? Se sprašujem, ampak tako, da bi pa samomor naredil, pa nimam te ideje, ne? Ampak zakaj ne? Zato, ker sem imel mojo primarno družino tako normalno, da rinem ko buldožer tudi takrat, ko naj ne bi videl smisla, ne? Pa ga vendarle vidim. Zato, ker moja mama je bila, ko sem bil otrok, zelo prisotna, imel sem odločnega, pravičnega očeta, me tudi malo v red spravljal, ko sem bil zelo živ otrok. Danes bi dal mogoče še kako diagnozo ADHD ali pa hiperkinetični sindrom. Ampak moja popotnica z življenja, torej iz otroštva je bila taka, da se jaz o smislu ne sprašujem. In moja teza je tudi, da se normalen odrasel človek ne sprašuje o smislu in čuti, da mora nekaj narediti, ker je to prav. Se pravi, mora imeti razsodno moč in narediti nekaj, kar je prav. Ker tale svet, kakršenkoli je, vendarle ima neko smiselno logiko, oziroma logika je v ozadju, logika, ki jo jaz vidim, ne?
je ta paradoksalna v tem trenutku, bi lahko rekel, da dobro vedno zmaga. To se mi zdi, da kljub vsem tem vojnam, vsem tem krivicam, ki se dogajajo ljudem, dobro vedno zmaga in se slabo s slabim vrača. In to ljudem, ki hodijo k meni se pogovarjati, polagam na srce, delite dobre stvari, ker se dobro z dobrim vrača. Če imate pa grehe, določeni ljudje imajo kopico nekih grehov oziroma kopico psihičnih težav in potem so tako v zagati, da se morajo razkriti, sprašujem, ko imajo zdaj ne grehe, pa vidim, kakve grehe imajo, vam pa trpljenje pripada. Mislim, vse krščanstvo ima to pokoro, se tam nekje izpoveš, pa oddelaš tisto neko pokoro, kaj vem, tisti dolg, da poravnaš neke krivice, ki si jo delal, in potem v celi zgodbi se zadeva z nekega modrega, filozofskega vidika, vendarle vidi smiselna. Vem, da so, pač močni so v tej filozofiji športa, svoj čas proučevali te zaslužene pa nezaslužene medalje. In enkrat je bil en hitrostni drsalec, ampak hitrostno drsanje znotraj hokejskega igrišča. In je bila to olimpijska panoga, mislim, da je Salt Lake City 2002 zimske olimpijske igre, je Steven Bradbury dobil najbolj nezasluženo medaljo vseh časov. Ker je že iz četrtfinala v polfinale, pa v finale prišel čist skozi Šivankinoho, ponesrečeno, vsi drugi bi mogli razen on je bil že veteran in potem je v tem finalu kot čist outsider še zmagal, ker so si pred njim tist 5 tekačev zabilo tisto bando in on je zmagal in so cela dvorana mu žvižgala in pa so se pa filozofi spravili preučevati njegovo življenje in so ugotovili, da je toliko ta človek v življenju trpel, toliko krivic se mu je zgodilo, da se je na koncu pa dokopal do zlate olimpijske medalje, ki so jo označili kot nezasluženo. Potem se je pa skazalo, da je ta, ko so proučevali življenje, da je ta medalja zelo zaslužena, kar pomeni, da vse, kar se je v njegovem življenju dogajalo, je na koncu pa dobilo nek smisel, neko zaokroženo smiselno celoto, tako da suma sumarum na tole prvo vprašanje, bi jaz rekel, da je življenje kar smiselno. Zdaj, če tale Gaza, pa Ukrajina, pa tako naprej, kaj se tam dogaja, pa se človek sprašuje, kje je to smisel, da otroci umirajo, pa tako 100 000 življenj tam za eno kos ene poscane zemlje se tam prerekajo v tisti Ukrajini, mislim, a je to smiselno, ampak v končni fazi pa gledano tudi skozi človeštvo, pa skozi zgodovino, ko se mora človek nekaj na napakah naučiti, se ugotovi, filozofski vidik je, da to življenje ima en velik smisel, pa en rep pa glavo. Samo vsak tega ne zna opaziti. Zato je ta dikcija o nesmiselnem življenju preuranjena. Življenje ima smisel in nekje se stvari zelo logično poklapljajo. No, ker jaz, ko sem bila pač mladostnik, ko sem se rezala, delala samomore, sem se pač o tem smislu veliko spraševala in noben odrasel mi ni znal do tazga odgovora. Najboljši približek je bil tako pač je. Ali pa vse je za neki dobro, ampak ko gremo v detajle, se pa neha. In sprašvala sem se tako, kot se tudi danes mladostniki, s katerim govorim, kakšni taki mal nagnjenih samomoru, zakaj za vsako ceno obdržati življenje? Torej, recimo, če imamo svobodno volje in se en hoče ubiti, zakaj ga pri vsej sili obdržati pri življenju, pa ne je bilo mladostnik ali odrasel? Vprašanje je sicer tako malo kruto, celo neumno mogoče, ampak sprašujem zato, ker se to mnogi sprašujejo. Torej, recimo, mladostnik poskuša narediti samomor, ga kdo reš in se sprašuje, zakaj, če je itak vsem zame. Zdaj tako, tisti, ki rešujejo življenja, tudi jaz se trudim, ker tudi jaz imam samomorilce, pa mi največkrat ratuje, se mi je pa parkrat že zgodil, da sem zvedel, da so nekateri naredili samomor, nekdo je celo 2 dni po pogovoru z menoj naredil samomor, jaz sem povedal, da ga bo namerava narediti in da ga jaz nisem uspel prepričati, ker moja beseda njemu ni zalegla in sem pozarjal domače, naj ga raj hospitalizirajo, ker se bo šel ti pobit. Že, ne vem, 3-krat se je, pa moj paratal. Ampak jaz sem mu pomagal, zato ker meni toplo pri srcu, da pomagam ljudem, ker pri tem jaz, rekel, uživam, ko pomagam ljudem. Jaz sem pripeljal sem videl
Tamle imate vi športni kompleks, zavod za šport, bazen, igrišča, ne? To vse sem jaz bil direktor v Trbovljah. Pa so me politično odžagali, sem jaz s to psihoanalizo, to je bilo več kot 15 let nazaj, 20 let nazaj že so me odžagali in jaz sem rekel, pa ki bi jaz lahko nazaj direktor, ne, bom jaz raj tukaj v tej psihoanalizi svetovalno-terapevtskih vodah, ker mene to srečuje. Jaz uživam, ko to delam, direktor je pa lahko nekdo drug, ne, ker tisti pa easy job oziroma easy, ni to easy, ne, moraš biti še tam politično nekaj opredeljen, da sploh postaneš direktor, no kakorkoli že. Tisti, ki pomagajo ljudem pri teh samomorih, ko se trudijo, to so tako sočutni, da ko gleda nekega trpečega ali pa samomorilca, neverjetno uživa, ko ga prepriča, da ne naredi samomora. Se pravi, užitek, ki ga dobi tisti, ki nekoga prepriča, da ne naredi samomora, ali pa trpljenje, ko ga vidi, če nekdo naredi samomor, ta opazovalec tako zelo trpi, da se neverjetno trudi, da bi pomagal tistemu ne narediti samomora, ker ta, ki to vidi, tako zelo trpi, ne? Se pravi, je akt pomoči, altruizem, etika. To je vse v resnici teoretsko, filozofsko gledano, sebično koncipirano. Se pravi, mi, ki pomagamo, sebi kupujemo užitek, srečo, veselje, ker drugim pomagamo. Se ta pomoč pri samomoru, strani tisti, ki vidijo, da nekdo dela samomor, se je super, fajn, nekdo celo ne naredi samomora, zato, ker mu nekdo pomaga. Kdo mu pa pomaga, je tisti, ki vidi, da nekdo dela samomor, pa tako zelo sam trpi, da mu moram pomagati in da vse od sebe, da mu pomaga in on ne naredi samomora in sta vesela oba. Ker temu, ki ne naredi samomora, se mu lahko se duša olajša, da ni naredil samomora, ali ga pa drugič spet v enem, ki je na tleh, down, ker se mu vračajo dogodki iz otroštva, spet dela samomor, pa mu mogoče pa tisti rata. Zakaj bi torej nekomu pomagali, če se odloči za življenje? Prvič zato, ker sebi pomagamo, ker vidimo, da nekdo umira, zaradi lastnega sočutja. Po drugi strani je pa še tako, če pa strokovno, teoretsko, filozofsko, psihoanalitično, psihološko, psihoterapevtsko, če se to gleda, psihiatrično, je pa prav, da se v sistemu najde protokol, kjer se bo ljudem, ki se hočejo posloviti od življenja, pomaga, da v tem življenju najdejo smisel, zato, ker če tebe ni, se pravi si umrl, pomeni, da nehaš trpeti, ampak tudi uživati nehaš, ne? Živeti načeloma je pa lepo. Vsi ljudje, ki so, 70, 80, 100 let živeli, reče tam na smrtni postelji, da je bilo lepo živeti, ne? Pa mogoče še razmišljajo, če se je bilo pa premalo je bilo uživanja in ne boste verjeli, če se je bilo premalo, vsi pravijo, da so premalo seksali, ker je to največji užitek. To so mi povedali tisti, ki delajo z umirajočimi. So rekli mnogi, da je ljudem žal, da so premalo seksali, ker seks je recimo neko ultimativno uživanje in zdaj cela logika je, od Freuda naprej to eksplicitno vemo, da človeka obvladuje načelo ugodja. Lušno mora biti v tem življenju. Ampak lušno je tudi ljudem pomagati. Lušno je bilo tem meni gledati plačo, ki sem jo zaslužil, če sem delal ali pa ne. Pa zdaj pa pomagam ljudem, me pa to osrečuje. Plačam pa zelo mehno, mislim, pa še pro bono, kaj delam. Tako da tam sem imel užitek imenovan denar, da sem imel pa eno zadovoljstvo, ki mi je pa notranje osrečilo. Se pravi, sreča ni samo uživanje tam v mesenih radostih, ampak je tudi sreča v tem, da nekdo dela plemenita dejanja in je ful blažen. In so nekateri so misionari, pa pomagajo tam na Madagaskarju, recimo kakšni duhovniki, in so ful srečni. In potem, če si pa ti mrtev, potem pa ni sreče, ker pa tudi nesrečeni. Tisti, ki se odločijo za samomor, niso modri. Oni ne vejo, da zadržim posije sonce in zdaj preuranjen, da se nek mladostnik po 20 letih ubije, čaka ga pa so 80 let užitka, torej ups and downs, sonce, dež, toča, zadržim posije sonce in nekdo, ki je bil na robu samomora, pa ga ni naredil, ali pa se mu je po nesreču, pa dobi pa recimo pa otroka. Pa vidi tisto blaženost, ki jo doživi, ki se otrok njemu nasmeji.
ko ga otrok rabi, ko si blažen, ko vidiš svojega otroka, pa vidiš, pa rečeš, dobro je, da nisem naredil samomora takrat. Nič od tega užitka ne bi doživel. Si reče potem nek 30-40-letnik. Otroci so pa še, bi rekel, mladi, zaletavi, butasti na kvadrat ali pa na 3 kubike. Ker poznam nekoga, ki je hotel starše kaznovati in se je lepo obesil. Ker je mislil, da bo starši trpeli, ker me jebejo v glavo, da sem pa jaz obesil, zato pa bi trpeli. Jaz sem malo ni potuhtil, da ne več ne zdaj prišel. Zdaj pa hec, da se je še njegov brat obesil. Pa še to zgodbo poznam. Ker nekaj teh zgodb poznam, tako da vem, da mladi so zaletavi, nič ne vedo, absolutno nič o sebi, samo bolečino imajo. Ne vejo pa, da imajo bolečino iz otroštva ven, iz oralne faze, iz odnosa z mamico pri 1. letu, 2. letu starosti. To je tista kvantna psihoanaliza, v kateri malo bom nakazal tokom tega pogovora. Ja, je res, kot ste rekel, v bistvu vsak človek hoče nekaj svetu dati. Torej, če se jaz sebe spomnim nazaj kot mladostnico nagnjeno k samomoru, se čist strinjam, mama mi ni dejala ljubezni v zgodnem otroštvu, v bistvu saj poznate mojo zgodbo, mi dejala celo veliko sovraštva in me sama celo hotela ubiti. Tako da se to zelo globoko zažre od človeka. Ampak je tudi res, ker sem imela otroka, sem v bistvu začela spoznavati to lepoto življenja in se tudi od otroka ogromno naučila. V bistvu lahko rečem, da je moj sin moj največji učitelj. In zdaj, če me ne bi bilo, svet bi se odvijal naprej. Ampak, konec koncev, zmeraj se odločimo, ali bomo jamrali, pa se sami sebi smilili, ali bomo pač iz zgodbe, ne glede na to, kakšna je, nekaj probali narediti. In predvsem je, kot ste omenili, plemenitost, smiselno, da naredimo nekaj zase in za druge. Torej, moj sin meni reče, da sem moralni egoist. To pomeni, da bom zase sicer poskrbela, da mi bo življenje v redu, ampak bom zmer gledala tudi na druge. In če bi nekako tako življenje šlo, bi bilo dejansko življenje lahko lepo. Kaj vi mislite, recimo, mnogi te mladostniki rečejo, da je vsem vsem, pa seveda ni. Če ne doma, je pa kakšen učitelj, ki mu je mar, ali pa v zdravstvu, ali pa recimo čisto prostovoljno, prijatelji in tako naprej. Torej, človek nikoli ni čisto zares sam, čeprav se mu včasih tako zdi. In mladostnik, ker še ni razsoden, se seveda ne zna tudi razsodno odločiti. To pomeni, da naredi lahko v afektu samomor. In kako reagirati nam odraslim v bistvu ob takem mladostniku ali tudi človeku na splošno? Mi da se dotikava samomora bolj mladostniško, ampak v bistvu je tudi za odrasle dobro povedati. Kako reagirati ob človeku? Kako je, da gre stvar zares, kdaj samo išče pozornost? Kako bi to presodil? Nikoli ne išče pozornost, samo pozornost, išče samo pozornost. Pa tiste, ki se režejo, so hodila pozornost. To ni tako enostavno. Vedno je v ozadju tisto vesolje, ki se mu reče nezavedno, in tam v nezavednem obstajajo zelo konsistentni vzroki, jedra, iz katerih se napaja in optimizem, in pesimizem, in samomorilnost. Običajno je človeška psiha tako narejena, da otrok v primarni družini skozi odraščanje na svoj hard disk naseli kronični optimizem. Kronični optimizem se naseli v 1. letu starosti, ko blaženi dojenček, dete, ozre mamico dobro dojko in je blažen, ko se naje. Ali pa dobi to flaško, če ni bil podojen, če mamica nima mleka, pa tako naprej. Ampak 1. leto starosti, ko ga otrok, dojenček doživlja, smo v miselne sisteme, v čustveno podstat, naseli toliko fundamentalnih izhodišč, na katerih bo gojil kronični optimizem. Se pravi, niti podrazno. Otrok, ki doživi normalno primarno družino, se pravi ljubečo mamo, zanesljivega, ljubečega očeta, pravičnega očeta, avtoritativnega očeta, ki zna tudi svojo ženo v red spraviti, če ima zdrse, pa je pravičen do otroka. Tak otrok ne bo nikoli na kraj pameti mu prišlo, da bi naredil samomor. Nikoli. Če pa otroku, mladostniku prihaja neka ta ideja, je pa eni hudi, ne tej momentalni stiski, momentalno stisko ima vsak, ampak nikomu ne pride na kraj pameti, da bi se pa ubil za tega. Kdo pa dobi to idejo, je tisti, ki je imel nevaren tip navezanosti, če se strokovno izrazim. John Bowlby je to razvijal, pa Mary Ainsworth, ki sem parkrat že to povedal.
tip navezanosti deteta na mamico. Če je varen tip navezanosti, obstaja še 3 nevarni tipi navezanosti. Če je varen tip navezanosti otrok, nikoli ne bo v svojem življenju pomislil na samomor. Razen potem, tam, če nekdo dobi raka, pa mu reče tam zdravnik, še mesec življenja imate, ne, pa se pa on zabriše čez balkon, pa je naredil samomor. Ampak to so čisto druge zgodbe. Samomor ima paleto nekih ozadij, pa vzrokov, ne. Težko je vse spredalčkati, ampak zdaj, ko govorijo o mladostnikih, je treba eksplicitno, teoretsko izpostaviti, da če je mamica prisotna, ne, če ima tam kariero, pa če pa v 3. mesecu že tam 4 ure dela, pa da ima tam neke varuške, ne, to, kar se je dogajalo Kosti Kecmanoviču, o katerem sem midva govorila, ki je mamica bila karieristična. Ne, on sicer ni sam naredil samomor, ampak jim par jih pobil tam okrog sebe. Če ima mladostnik primarno družino normalno, ljubečo mamo in očeta, kakšen mora biti, mladi očka je pa tisti, ki mamico pomirja. Ne daje zdaj ljubezen detetu. Naloga mladih očetov je, da brezpogojno ljubi mamico svojega otroka, zato da mamica lahko kanalizira vso ljubezen do otroka. In potem otrok rata normalen, zato ne ko vid mamico, pa vid očka. Vid mamico nasmejano, mamica je pa nasmejana, ker ve, da ji bo očka kriv hrbet, tam, ko je treba v trgovino jeti, pa plenice kupiti, pa dobrote, da bo imela denar. V družino mora moški zajakulirati denar. Ne? In ko je mamica pomirjena, ko je ljubljena, ko je ne skrbi, ali jo mož vara, ne? Ko ve, da jo ima rad, ko je pretok ljubezni sklenjen, bo otrok naselil v svoje miselne procese tak fundament, na katerem bo zgradil kronični optimizem, ki se uveljavi med puberteto, po puberteti, celo življenje. Razsodna moč, pomirjenost, ne? Se pravi ta optimizem. Pesimizem na drugi strani, pa samomorilnost ima pa fundament v nespodobni drži matere do tega deteta, do dojenčka, otročička, in na tem fundamentu, ne, se pravi, ko otrok doživi nek miselni odtis v svoji psihi, ko motri življenjsko situacijo, ko vidi tam odsotno mamo, psihično odsotno ali pa fizično, jokavo, zadirčno, jezno, agresivno mamo, ta naseli fundament za pesimizem. In potem znotraj pesimizma mu v enih krizah, recimo kakršna je bila COVID, recimo, ne, mu pride na misel, jo bi se kar ubil. Ne. Ampak to ni problem COVID kriza, niti ukrepi. Problem je slaba mama doživeta v 1. letu starosti. Tam se dogaja fundament za jedro ideje o samomorilnosti, ki se pojavi po 15. letu. Spotoma vas moram zdaj vprašati, ker je zelo aktualen primer. Torej, rekel ste, mama v zgodnjem otroštvu je ključna. Kaj pa vzgojiteljice? Zdaj ste verjetno slišali ta primer iz Tržiča, ker sta se 2 vzgojiteljice nasilno znašale nad temi otroci v vrtcu. Ko pa vzgojiteljica vpliva, torej, če ima ta otrok to mamo dobro, tako kot ste opisal, ne bo takih posledic, recimo, kljub vzgojiteljicam, ki so pa kot ene druge mame. Vzgojiteljice ali pa intervencija okolice v smislu travme, ne? Se pravi, koncept travme je Freudov koncept. Zdaj ga je oživel Gabor Mate, ki razvija to teorijo travme, to je madžarski oziroma kanadski družinski zdravnik ali pediater, se pravi, nima veze s psihoterapijo oziroma psihoanalizo, ampak se je pa prekanaliziral ravno zato, ker je sebe v tem traumatičnem obdobju v 1. letu starosti, ki je bil odtrgan od matere. Ta mama je vendarle pomembna, fundamentalno pomembna. Vsi drugi nadomestni liki, recimo varuške, vzgojiteljice ali pa dogodki iz registra agresivnosti ali pa spolne zlorabe, te pa intervenirajo v osnovni fundament psihe, zavozlajo segment psihe in iz tega vozla se lahko napaja tesnobnost, ki še ni samo morilnost. Tesnobnost, recimo, če je agresivna vzgojiteljica na samem tem klafta tiste otroke, lahko te otroci doživijo ob primernem sprožilcu, recimo zdaj v tem primeru, če vzgojiteljica je agresivna do otrok, bi nekdo odrasel človek
doživel panični napad, ko bi tam bil nekje v eni pogovorni skupini in potem bi prišla noter vodja pogovorov, recimo tista, voditeljica, in njegovo nezavedno bi paradigmo iz otroštva, kjer je v vrtcu vzgojiteljica njemu prizadejala veliko neugodje, to neugodje ima lahko za nasledek ali panične napade ali pa zgolj tesnobnost. In se na pobudo sprožilca, ko nezavedno prepozna simbolno podobno situacijo, v odraslosti nekdo doživi panični napad, anksioznost, tesnobnost, ne toliko depresijo, sem ne znal pisati, pa reče, v zdravnici sem depresiv, v resnici pa tesnob. Ali pa imam panične napade, v resnici je pa, ne vem, zgolj tesnob, ker ne znajo besediti. Se pravi, ti dogodki, ki niso vezani čist na primarno družino, da so intervencija okolice, vzgojiteljice, slabe vzgojiteljice na ranljivo otroško psiho, to zgolj vzpostavi neko travmo, fundament, na katerem se aktivira, aktivira se travma iz otroštva, to bi bila travma, ampak se mora v odraslosti nek asociativno podoben moment zgoditi, da nezavedno prepozna logiko, pa simbolno logiko iz otroštva in se zgodi potem pa šok ali panični tesnobnost, ne pa samomorilne ideje, to pa ne. Razen, torej, imam že zgodbo, ker sem iskal ene jedra iz otroštva, sem pa ugotovil, da je pedofil grozil, da bo deklico pa ubil, če bo povedala. Potem se je pa zgodba povezana s smrtjo ženski zgodila ob nekem paničnem napadu in še ideja smrti prišla zraven. Lahko je, ojej, bom umrla, ali pa najraje bi se ubila, ker količina neugodja je toliko velika, ampak to so neke sekundarne stvari, ki jih je treba teoretsko ločiti, ko motrimo teorijo samomora. Tako da samomor je zelo zapletena stvar. Zdaj sem pač povedal, da zgolj neke traumatične zgodbe niso dovolj, da se zgodi ideja samomora, ampak mora biti nekaj disfunkcionalnega v prejemanju materne ljubezni oziroma primarna družina kot tisti fundament, mora nekaj disfunkcionalnega biti zato, da otrok v odraslosti doživi idejo samomora. Torej, v bistvu, če je družina en tak temelj, steber, trden steber, naj bi načeloma štimal in človek ne bi šel v samomor. Kaj pa posledice v bistvu? Jaz sem bila mladostnik, kadar sem imela sem kar nekaj tega neuspelih poskusov samomora. Pridejo posledice tega v smislu ali obsojanja okolice, ali se okolica niti ne zna odzvati, ne znajo svetovati in nekako tak človek rata odpadnik. Torej, to je zelo dobro izhodišče, da padeš v slabo družbo in tako naprej. Kako družba bi mogla reagirati? Zdaj, načeloma mladostnik nič ne ve o sebi. Z pozicije zavesti človek, tudi odrasel človek, ne more vedeti nič, zakaj ima občutke na zavestni ravni take pa take. On sploh ne ve, da iz nezavednega, iz nekega fundamenta se njemu diktira neko občutenje, neka slaba volja, nek pesimizem, neka ideja samomorilnosti, neka tesnobnost. Mene ljudje nič sploh ne razumejo, ali pa ne, mož me ne razume. Ne, gospa, foter vas ni razumel, vi ste bili kot deklica strani očeta neuslišana, potem imate pa občutek, samo in zgolj občutek, da vas mož ne sliši. Ko se jaz z možem pogovarjam, skozi mi govori take neumnosti, sploh ne vem, kje je dobila, ti mene nimaš rad. Jaz sem vam ful rad in ne moram dopovedati, ti v resnici mene nimaš rad. Pa meni iskreno pove, sem vam zelo, zelo rad, ampak ne moram dopovedati, da jo imam rad. Ti samo igraš. Fotra je imela tazga in ideja, da jo oče nima rad, je ključna v ideji, da ženska občuti ljubezen od moža. Pa ima pa močen občutek in ona 100% verjame v svoj občutek. In se ne da prepričati, zato ker je fundamentalno to traumatično jedro zafilano s temi virusi, iz relacije hčerka oče. Pri ostalih občutkih o tem, kar ste v vprašanju zastavili, je pa podobno. Se pravi, mladostnik je ves zbegan, krivi okolico,
ker ne zna obesediti, kaj ga v resnici muči. On nima dostopa do svojih nezavednih fundamentov, do jeder. On ne ve, da vse narobe bi bilo, ko je bil dojenček. Do 3. leta se je tam en kaos dogajal, ne. Po se je zadeva umirila, celo spomnim se, smo bili srečna družina, ja, prve 3 leta se pa ti ne spomniš. Iz prvih teh 3 let imaš ti tak kaos noter v fundamentu, da ni čudno, da imaš te butaste občutke, noben me ne razume, noben se z mano ne ukvarja. Ja, kot dojenček si bil zanemarjen, zato imaš ti te občutke. Jaz nič ne vem. Ja, jaz vam povem, da je to tako bilo. Pa slišim zgodbo, ja, takrat so starša, ne vem, ločevala, mama je imela nočno izmeno in me kar po noč pulsala, sem celo noč jokuba je, jaz od tega nič ne spomnim. Ja, takrat je otrok bil dovolj pameten, da je v miselnih sistemih fundament za travmo razvil tak, da ima te butaste občutke, v kateri je 100% verjame in misli, da je to ena zadnja resnica o njem, ker je v njegovi glavi zrasta. Ni res. Resnica v tebi je tvojem nezavednem. Torej bi lahko v bistvu rekel, ker zdaj skozi pogovor, skozi se vračam nekako mislih na isto točko. Vsi težimo k udobju, k ugodju, tudi živali, če gledamo, bojo pred nasiljem zbežale. Torej, svet je pa dejansko kaj na dualno se dogaja. Ogromno je nasilja, mi si pa vsem želimo dobro. Torej, je nasilje nekakšen virus v harmoniji. A bi se s tem strinjal? Nasilje je virus v harmoniji. Nasilje je del realnega življenja. Se pravi, človek je pa narejen, da opaža ugodje in neugodje. In vedno za ugodjem pride tudi neugodje, že zaradi tega, ker ko ugodje se umakne, ni več ugodja, ko je pa zdaj to, to je pa neugodje. Ja. Sam ljudje drugi, ko uživajo, ko sebi iščejo pot do uživanja, je pa njihova pot tako egoistična, da intervenira v dobro življenje drugega. Nekdo bi rad veliko zaslužil in izkorišča delavca. In ta delavec se komi preživlja, on ima pa to ne več 10-metrsko, ampak pa 50-metrsko, ker je tako fajn izkoriščal delavca, recimo, banaliziram, ta kapitalizm ima te pač zdrse v izkoriščanje drugega. In nekdo na račun uživanja enega, nekdo drug trpi. In je življenje pač tako narejeno. Mislim, to je filozofsko dejstvo, da če si ljudje izborijo pot do uživanja, intervenira v koridor uživanja so ljudi. Zdaj takole, bi rekel, nek alfa samec bi imel eno lepotico, pa drugo, pa tretjo, pa četrto, pa vse, ti me pa grde babe, Mislim, ali pa bod tam pa si ga drki, sorry, tako rečeno, grdo. In ta pa prav, jaz bi tudi, Ja, ti nimaš znarja, lepo imam je znarja. Denar si pa nakradil, na znoju tega delavca, ko me tam od nas užiti. Skratka, zadeva življenje je tako narejeno, da če se ga dobro prebere, potem zadeva zelo logično izpade v smislu, da se ne da samo uživati, da imaš tam še kopica nekega neugodja. Sam neugodje iz naslova, bi rekel, iz naslova nekega mesenega uživanja, ali pa uživanja s travo, uživanja v luksusi, ki ga nosi denar. Sem pa v drugi strani se pa izkaže, pa modrec pa to vidi, tale, ki me očistil se, je samo užival, ni bil pa dober očka svojim otrokom. Otroci so potem pa zabluzili pri 15 letih, se napije in otrok naredi, rekel, prometno nesrečo, fotor Ferrarija ukradel, povozil tam 3 ljudi in mora iti v zapor. Tale oče ima pa svojega otroka rad, otrok mu je po zaporu. Je zato, ker si ti v luksusi živel in nisi znal skromnosti dati v družino, leko razvajanja, ti pa imaš ki skoc na kokainu, zdaj ima pa psihozo. In zdaj pa ti ne moraš srečen biti, pa cela logika je, da se dobro z dobrim vrača, slabo slabim vrača. Na koncu pa tole gledaš, če tale stvarnih je pa en dober scenarij naredil. Ker jaz nisem versko vzgojen, ampak jaz imam občutek, kot da ima pa eden tam gor nek bič čez, pa tam useka nek božji bič, ali pa tam, ne mi rekel, da je tam nek hudič, ki spotika, ampak cela zgodba življenjska je taka, če se modro človek poglobi v logiko življenja, ugotovi, da ta užitek nosi kopico nekega neužitka oziroma nekega trpljenja.
Ker bogati ljudje delajo samomore, reveži ne. Po vojnah tam ni nič samomorov, tam se moraš boriti za življenje, pa nič ne delajo samomore. Jaz sem veliko tudi teh bogatašev. Nihče ni srečen od teh bogatašev, ko imajo milijonske stvari, milijone v tujini. To imajo nesrečne otroke, to brez litra vodke ne more živeti, se mora skozi omamljati na kokain, na alkohol, zato da muko, ki mu jo nosi življenje, ki jo pa logično percipira, on ne more srečen biti, ne? Tako da ni vse v denarju, ni vse v živanju, delati plemenite stvari, se pravi nositi ljudem dobroto, ne? Delati moralne stvari, te oplemeniti in tam ti lahko malo srečo vidiš smisel, ne? V besediš pa rečeš, vidiš smisel in lepo je živeti in te na kraj pameti ne primeš v samomor delo. Samomor pa delajo tisti, ki imajo vse, sam sreče nimajo. Torej, v bistvu lahko rekel dobesedno plemenitost te plemeniti tudi kot človeka. Plemenite dejanja te plemenitijo nekje globoko v duši, ne v srcu in pol vidiš, da je pa prijetno živeti. In to pol ostane tudi za generacije, medtem ko denar lahko gre, lahko ga ni ali je. Tisti, ki imajo veliko denarja, imajo zjebane otroke. Plemenitost pa ostane v bistvu in to je to največja dragocenost, ki jo sploh ne moreš ovrednotiti z denarjem. Sedaj tako banalno rečeno srečo imaš, ne? Onki so pa bogati, vsem sreče pa nimajo. Ja, zato ker vlagajo verjetno v druge stvari. V materialnosti. Tako, ja. Tudi zato, ker so imeli neke pogojno ljubeče starše mogoče. Iz odnosov v bistvu vse izhaja. Torej, tudi če bi imeli te bogataši urejene odnose, bi bilo marsikaj drugače. Svet je tako pravično narejen, ne, da recimo reveži, ki se komi prebivajo, ko otroci mogoče enkrat na 3 leta za 3 dni grejo na morje. Ne. Taki otroci v odrasli si trdo psiho, so motivirani, aktivni, sočutni, prav močno duševnost imajo. Otroci bogatašev so pa razvajeni, vse so imeli in pa se lovijo, ne znajo prenašati neugodja. Ko se kaj poruši, izgubijo, že mora kar na kokain jeti. Vsaka kritika jih potovča. Ja, se pravi, imajo obriku. Svet je kar pravično narejen, kljub temu, da obstajajo velike nepravičnosti, ki so pa na videz nepravičnosti. Ker te bogataši ima to gnarja, te srečni niso, ki ima zjevane otroke. Te reveži, zadnje pare, imajo se pa radi, tam se poljubčkajo pet, nimamo mi denarja, da bi ti to kupil, pa se, so pa polni ljubezni, ki pa ljubezni pa tam več, nima službe, je pa bolj doma, pa dela tam skrpi, ne vem, tiste okopava, tisto solato, pa krompir, da imajo za jesti. In imajo pristno ljubezen v primarni družini, to se vrne čez 10-20 let. Kar drugi pa nimajo, tisti 1% bogatih, pa nima tega. Ja, marsikje je tako, čeprav tudi v kakšnih revnih familijah je pa veliko nasilja. Pa alkohol tam pa... Načeloma bi lahko rekli, da je razvajenost res, kot je ena knjiga od Bogdana Žorža, razvajenost rak sodobne družbe. Dejansko res. Pa tudi ta dovoljevalna permisivna vzgoja, ko otroku se nudi, vse mu dovoliš, otroku je treba meje postavljati. Mislim, ni fajn, da starši zajebano biti starš in pol se laže malo napiti pa biti pijan. Pa si pa pijan, pa se ti vse poruši, pa še moški so agresivni, babe mogoče kako promiskuitetnost, pa kakve ljubimce pripeljejo, otroci to gledajo, alkohol zjebe družine, ampak načeloma revnost, sama revnost, sploh ni neka ultra slaba stvar v neki revni družini, če ne pride alkohol zraven. Ker ljubezen tam bolj škroži, kljub stiskam. Ko bi pa svetoval mladostnikom, v bistvu zdaj smo v svetu nekakšnih instant rešitev, neobžalovanja, Instagram, Facebook, samo elektronka, prehajamo tudi denar bo počašil in bomo šli v Bitcoin. Glavna taka družba postajamo tehnološka. Ampak mladostnik in vsak človek, mladostnik pa še to bolj, ima željo po izražanju. In kako se sploh izražati v tem nevarnem svetu, v bistvu, kaj bi svetoval mladostnik, ki imajo s tem velike težave? Fajn je biti uslišan, fajn se družiti, ampak ne virtualno, pa kar uživo. Res je, te telefoni so zbegali, tudi strokovnjake, jaz imam vnuka in ne vem, mislim, ker mu jaz tisto televizijo pokažem, to je kot zadet, doma mu jo pa ne kažejo, pa greva mi dva, pa malo gledamo tiste živali, to je nepremično gledati, ker je toliko zanimivo, in te pametni telefoni, tablice, toliko ugodja nosijo, tudi ne zdaj ugodja unga, ki ga nosijo, največji virus
elektronike so porniči. Ne? Pornografija, če otrok prehitro vidi, to zjebe v čisto vse. Prehitra pornografija. Ampak otroci, recimo, ko vidite pravljice, včasih mamica pravljice brala, ali pa, ne vem, moj star foter pa in oče sta se izmišljevala pravljice, palček, skakalček, palček, pa, ne? In to sem poslušal, zdaj pa daš ti tam risanko, gleda ko začaran, risanko. Ta koncept doživljanja ugodja strani ekrana, elektronike, ne, bo imel neke nasledke v odraslosti, tem generacijam. Ne vem se točno kakšne, ampak če bi kdo mene vprašal, pa če bi se me dal poslušati, tako kot je tudi trend, čim pozneje se otrokom daje ta električni stimulus, čim manj teh ugodja pa prihajajo z teh aparatov, ampak morajo ugodja doživljati v interakciji s primarno družino. In za otroka je ključna mama, ki mora mama tam se igrati, ne, oče se mora igrati, ne, oče mora fuzbal špilati z njimi, ne pa drgniti tista računalnike pa gole devati, pa Euroligo gledati. Moraš sam biti aktiven. In zdaj, če to ne bo tako, in očitno ne bo, ker nekateri starši hlebijo za denarjem in otroci so pa tam prikovani na tiste elektronske naprave, te otroci bojo specifični. Jaz zdaj težko rečem, kakšni bojo, zagotovo bojo zaznamovani. Ne ve se kako. Če bo poraslenih čudne patologije, se bo treba po tej psihoanalitični logiki vračati v otroštvo in podučiti primarno družino, kako naj se ona loteva starševanja oziroma starševanja. Kako naj starši zalagajo otroke z vzgojnimi prijemi, ne? Kako naj upbringajo, gor spravljajo otroke. Koliko je zdaj to, da mamica tam je direktorca pa nosi denar domov. Oče pa tam obroben pa 2 varuške. To bo otrok čist jeban. Mamica bo doma prvih 5 let, recimo, pa 2 let, 3 leta, oče bo provider, ne? In otroci bojo normalni. In to čez 10-20 let, nekateri prej, nekatere države prej, nekatere pozneje, bojo sprejeli zakon. Ne? Feministke bojo norele, ne? Ampak bojo pa generacije otrok normalne. Ker recimo zdaj Amerika ima velik problem s svojimi generacijami teh nekih ZX, ne vem kaj, baby boomerje, ne vem kakve generacije, pa gleda, kako so pa Kitajci normalni, kako so delovni, kako so nasmejani, srečni, kako, ne vem, so prodorni. Kitajci, pa gleda, kako so pa Kitajci svoje otroke vzgajali. Ja, mama jih je vzgajala, pa oče. Klasična, tradicionalna družina. In pa so pa tam strokovnjaki probajo dokopati do enih rešitev, jih najdejo, pa gre pa tu nek parlament, kongres, pa tam politična borba. Eni rečejo ja, eni ne. Recimo, ne, zdaj sem šel na tale referendum, jaz se zelo spoznam na umetnost, ne, pa zdaj tole ne nič komentiral. Ampak ne moramo mi iti na referendum, zato ker je to levi pa desni. Proti Janši se pristeva, ne proti kulturnikom. Ne, to ni umetnost, kar oni ponujajo kot umetnost. Tisti afnači, bleferi, to niso umetniki. To je treba reči bob. To je pa zdaj pa politično. In ko bo na tapeti, ko bomo mi mogli generacije duševno zdravih ljudi spraviti v odraslost, iz otrok, mladostnikov v odraslost. Mi moramo en protokol primarne družine imeti, če hočemo mi normalno otroke imeti. In ta protokol v primarni družini je pa konzervativen. Tle bo pa feministke norele, levica bo norela, vsa ta anarcho-liberalnost bo norela, ne? On bi pa travo imel, pa omamljen se pa hit bi seksat začel. Ampak te otroci bi pa znali samomore delati. Ne? Zato stvar ne sme biti politična, ampak mora biti stvar filozofsko, psihološko premišljena in morajo te otroci doživeti nek protokol v primarni družini in to tradicionalnega, se pravi konzervativnega, in potem ne bojo opcije samomorov. Ljudje bojo srečni v odraslosti. Razsodno moč bojo imeli, ker se bo fotra bal, ker bo fotar prisoten, pa bo pravičen, pa ne kastriran. Mama bo pa doma, pa ljubila otroke, pa bomo pa duševno zdravje v populacijo naselili. To je pa že politično. Veliko prijateljic me sprašuje, ko imajo najstnike. Nekako smo v svetu, ker ste glih omenili tehnologijo, sem se to spomnila. Smo v svetu, kjer se tehnologiji ne moreš izogniti.
In pa jim dajo, recimo, telefon imaš lahko 1 uro na dan. In okoli telefona se veliko preveč vrti. Torej, v bistvu bi bilo primerno, ne vem, jaz sem pri svojemu sinu nekako tako naredila, ker sem videla, da preveč zapade v nekaj, se je te stvari čez nebu, oziroma sem z njemu kritično gledala. Torej, je gledal eno risanko, ki je bila totalno blesava in so jo skupaj gledala in analizirala. In on se je nekako naučil kritično gledati tudi na to, da ni pač postal sužen tega. Ja, samo ene stvari ne mora otrok, pa sta ni fotra slišati. Ja. Mama mu govori, pa gre not pa ven, pa fotra reče, ej. Ali pa vsaj kakšen dedi mogoče. Ne, tist moški, ko ima zvečer mojo mamico, ne. Ki je tak car, da mamica spi z mojim očem, jaz pa tam sam v posteli, ne. Se pravi, jem tak car ko oči, ki ta je tak car očitno, da mamica še z njim spi. Pa Bog ve, kaj še počne ta po noč, ne. Ni tako enostavno, ker lik moškega. Pravil, zadnjič, te dni sem bil vprašan v tem podcastu zadnjem, kaj je boljše, ne, biti slab oče, ali pa odsotni oče, se pravi, slab ali odsoten, boljše slab. Ker čisto odsotni pomeni čisto dezorientiranost. Ampak tisto, kar sem jaz hotel povedati, določene stvari, ne, ko si jih ve, recimo, ženske med sabo ful pametno govorite, vse tisto, kar je res, ste že povedali. Pa ko eni točki mora pa en petelin to zakikirikati. Ne, kuri, piščanči pa kurce med sabo, ne. Mora prš kikiriki, petelin iz ust avtoritete, mora nekdo nekaj slišati, ne. Pa meni reče nekdo, ki pride mene nekaj spraševati, pa vse to mi je že čistilka povedala, ne širi, da moram takole pa takole. Ja, samo čistilka ima status čistilke, zdaj pa isto stvar, ki je čistilka povedala, prideš pa v vodepu, pa ti pa v vodep pove, tu je on vodep, ko tam na televiziji pamet soli. Pa jaz moram še zato, da mi vodep kaj pove, še plačati, čistilka mi pa iste stvari čisto zastoj povedala, v 5 minutah, tisto metlo je držala. Ni imela izjavljalne pozicije ta prave. In otrok mora določene stvari slišati od očeta, kot bitja s penisom, tistega očeta, ki ga ima mamica toliko rada, da skupaj spita. To so še ene dodatne logike, ki jih običajni laiki načeloma ne vedo. Izjavljalna pozicija, status avtoritete, status subjekta, za katerega se predpostavlja, da ve, ne ta pa ve. Ta mora eno resnico povedati. Bitje s penisom mora reči, da mala tisto klepa, pecam, sem tako ponosen, ne umela motne hranjenja. Nič, bo pogledal v špegu, 3 kilo umela preveč, se bom skušala. Nič se bo dieto šla. Zato mora oče biti prisoten pri hčerki, pa tudi sinu mora pohvalo, v smislu, da jaz sem tu ponosen nase, foter mu reči. Nekateri so prisotni, sam tega ne izreče, pa so otroci čisto brez samozavesti v odraslosti, ker foter ni hvalil. Ja, in veliko otrok ima pač take probleme, glede zaradi tega, ker ste opisal, in zanimivo, da ste to izpostavil, ker zmerja v bistvu, da je mama ključen faktor, kar je, ampak tudi oče ima izredno pomembno vlogo in to včasih podcenjujemo, ker ogromno je samo hranilk, pa imajo polene nadomestke očetov, pa vse, ampak to glih ni to. Ampak samo, kaj so že ženske nepreskrbljene v smislu prejemanja ljubezni pa seksualnosti, te imajo deformirano percepcijo psihe, ker ni čustveno seksualno potešena. In za majhnega otroka, ki rab nasmejano, potešeno, čustveno pomirjeno mamo, je tej mami potreben mož, partner, ki jo pomiri. Ko je ona vse razštelena, da je poči se 5 mal na klepet, bom jaz tam malega pomirko. Mama je pa prezasičena s tem otrokom in je očka zato, da razbremeni mamico, da je ona se malo oddahne od materinovanja. Tako. No, to je zelo pomemben poudarek, nisem imela prvotnega plana, ampak ker ste omenili, res je to velik problem. Ker so, ja, kot ste rekel, mame so razštelene, čustveno v bistvu polratejo nekako neuravnovešene in moški jim ponovadi rečejo, ne špilaj žrtve, kvas na ego in take stvari, vse narobne stvari govorijo. Ni pravi moški tam, ko vidi vso scagano, pa še malo na solzo, jo morajo pobožati, polupčkati, stisniti, pa še hotne, pa še fajn poseksa, pa drug dan blažena, ko prerojena. In otrok bo to čutil, ne bo vedel, odkje je mami in sa nasmejana, ker otrok srka čustva mame. Če mama potešena, normalna, normalnost je pa vliva, pa pomirjenost.
je pa moški, ampak pravi moški, ne blefer na sivem oslu. Ta prav alfa samec, ne on, ki tam ne igra spet žrtev, spet si žrtev. To je budala on, ki je to rekel. V bistvu Američani imajo prigovor happy wife, happy life. Dejansko res. Točno. Kaj pa bi mladostnikom rekel, ker se jim pa seveda zdi vse brezupno že po defaultu, ker so puberteti, poleg tega, da so še samomorilni, pa res ne vidijo izhoda. Kaj naj naredijo, kam naj se obrnejo, kje naj uno vejco Boga upanja najdejo, kako bi jim svetoval? Ja, zdaj to pogovarjanje ni čista prava beseda. Takih ima tukaj hudo v razmišljanju, mora se pogovarjati s kompetentno osebo. Ampak ne pedopsihiatrom, ker te prvič se ne znajo pogovarjati, drugič in tam se s tableti lotevajo otrok, najstnikov, pedopsihiatri. Pedopsihiatri, prvo, kar je, morajo to ukiniti. Ampak psihoterapeuti morajo starše naglihati. Ko vidijo, kako se otrok v pogovoru obnaša, kakšen govori, kako razmišlja. Razmišljanje najstnikov je pa simptom, kar pomeni na zavestni ravni nekaj povejo, ampak izpovedano ima nezavedno jedro. In kompetenten sogovornik, psihoanalitično razmišljajoč, bo osredotočen na nezavedna jedra. In tam bo pa prišel do staršev, pa bo pa staršem ušesa navijal, pa rekel, zdaj pa poslušajte. Meni pride otroci mi polula po noč, pa to, pa 6 let je že star, pa 5 otrok imamo, še 2 dojenčka. Ja, pa moš starše inštruirati, kako morajo imeti radi otroka, tudi še ni polula, se mora z njim ukvarjati, ker te malce mora polulati, da mamica sploh pride. Se ne rabiš ti z otrokom pogovarjati, da se v neho polulati. Moš mamici povedati, ljubčki tega, ko bo zjutraj suh, mu dajte pol ure ljubčka, ker je bil suh. Ko je suh, se ga sploh ne vzamete, šele ko se polula, pa okoli njega pa ga pogrevate. On se nezavedno polula. Zaprav, tem najstnikom je treba starše v red spraviti. Se staršem, z najstnikom se pogovarjaš, vidiš, kaj vse narobe se mu dogaja po mislih, pa pridete na zatožno klop, pa starši. Pa treba starše, ja, moža pa nimam, kdo pa, ja, ni čudni tak, pa treba tem dopovedati, veš kaj, deficit v tem pa tem, zaradi tega, ker si to pa to doživel. Ker danes, recimo, imam 6 težke pogovore z nekom, ki zajebo 3 otroke, pa 3 žene, ki se je lepo ločil. Zdaj so pa otroci na robu kriminala, brez nadja za punce motnje hranjenja, včerke pa v restu, če ni fotra imel. To so te zagate, ki so tako kompleksne in je treba vedno primarno družino gledati pa starše. Pa se pa najstniku lahko pomaga. Ja, jaz moram reči, da sem bila jaz najstnica, sem si v bistvu želela enega tajskega psihoterapeuta, ki bi točen tak vidik imel, ker je to pravilen vidik. Ker jaz sem pa poslušala od raznih strokovnjakov, ko sem se rezala in samomore delala, da kako sem lahko taka, ker so pa starši to v redu, ker starši skrivajo to in se prikažejo zelo v redu, take za Oskarja predstavo prizorijo in tudi on se to isto dogaja. In dejansko izvira iz staršenja res treba staršev v bistvu obravnavati. Zdaj, recimo, po končanem pogovoru grem delam z eno športnico, ampak ne, kako bo ona tam vrhunsko uspešna športnica, ampak moramo odpraviti motnje hranjenja. Sniku, ta mali, to pa to, zdaj pa naj še mami pride. Seko, gospa mamica, pretok ljubezni je prekinjen, zato ima motnje hranjenja. Nekaj je narobe, nekaj ljubezen ne laufa, nekaj, ni. Pa še fotor pride. Mamica ni vedela odkje, kaj, kako, ok, bomo zdaj v sex life staršev odrezali. Pa fotor pove, ja, ta druga hčerka je spila vso ljubezen. Ta je prikrajšana do tok ljubezni, zato ker je ona druga genetsko tako drugačna, da starši so se mogli sami z njo ukvarjati, ta je bila pa tako v redu. Ampak motnje hranjenja pa zdaj ta. Zdaj ima pa ti odnos do hrane tak, kot da bi tam jedla, pila, srkala vase ljubezen. Ker ima hrana pa ljubezen ima to ekvivalent. In se mogo starši delati. Najstnica me sam zalaga, hopa, zdaj pa pridite starši, tole pa tole. Da mali pa pol, ne vem, s hipnozo kaj naredim. Ja, tako med pogovorem dobim res še veliko idej za kakšne teme v prihodnje, da bomo obdelala. No, ampak če se vrnemo k samomorom,
Recimo, torej, otrok je v otroštvu poškodovan. Torej, ima zelo globoko vseeno to samo uničevalno, samo destruktivno vedenje. A se to da pol, da je sploh res čist popraviti? Ali to zgine, ali je to kot ena senca, s katero tak človek živi? A se v bistvu tak človek lahko, da je nauči res srečno živeti? Čist tako, kot pač vsi ostali. Jaz opažam, da se otrokom, torej odraslim, vrača otroštvo. Ampak po enem protokolu, da eno obdobje v otroštvu se je naredila neka travmatična zgodba, ki je trajala 3 mesece ali pa 1 leto. In v odraslosti se to 1 leto pokvarjenega otroštva, travmatičnega otroštva uveljavi recimo pri 25. letu in potem ne po 1 letu, ampak po 5 letih to izzveni. Zato, ker je izzvenelo v njegovem otroštvu. Se pravi, ene stvari same po sebi izzvenijo, zato ker je v otroštvu izzvenel primanjkljaj mamice. Recimo, ima mamica nočno izmeno in ta malce po noč zbuja, ni mamice. Pa v enem trenutku pa mamica ni imela več nočnih izmen, se pa v tem otroku pri 25 letih psiha nagliha, zato ker, ko se po noč zbujajo, je mamica tam bila. Ali pa v enem trenutku otrok se zbuja, je dojen, ne vem, 2krat na noč se zbuja, v enem trenutku pa začne pa celo noč spati. In to obdobje, ko je začel celo noč spati, ko ni iskal, kje je mamica, ki je po noč imela pa neke nočne izmene, se mu pa uveljavi po enem traumatičnem obdobju, zaradi katerega je mogel psihiatri mu pa ono kemijo v obliki zdravil, ki niso sploh zdravila, ga zatučkajo, pa so zdravila pomagala. Ne, zadeva je izzvenela, zato ker je v obdobju odraščanja ena travma izzvenela, zato je nekaj izzvenelo samo po sebi. Prava psihoterapija, se pravi to, kar je Freud začel delati, pa že Breuer, in Freud, od 1880 leta je Josef Breuer začel zdraviti z besedo in se temu rekla katarzična metoda. Ampak se ni točno vedelo kaj, vedelo se pa je, da talking cure pomaga, da se določeni simptomi izginejo. Potem se je to katarzična metoda preimenovala v psihoanalizo. Jedro psihoanalize je, da nekdo v odraslosti, ki ima neke težave, pogleda v svoje otroštvo in vidi kaos v otroštvu in spozna, da ni problem tukaj sedaj pa moji problemi, čudno vedenje, samomorilnost, panika, anksioznost, problem otroštva. In ko se otroštvo predela, pride se do uvida, uvid je ta prav izraz. Ko se pride do uvida, simptom izgine. Se pravi, psihoterapija pri kompetentni osebi, ta, ki ve, zakaj se gre. Ker ni vsak psihoterapevt z licenco dober psihoterapevt. Je treba imeti malo talenta, pa treba malo štekati. Psihiatri absolutno nič ne štekajo, ker te samo s tableti delajo. Psihoterapeuti pa redko štekajo, ker tam imaš paleto nekih psihoterapevtskih šol, gestalt, realitetna. Ne. Ta prava psihoterapija temelji na tem, da se je treba dokopati do jedra, do otroških fundamentalnih jeder, te je treba predelati v smislu pogovarjanja, razvozlati te vozle s pogovorom in potem, torej se dogodi uvid, potem pa simptomi izginejo. Človek se boljš počuti, pa ne ve zakaj. Je zato, ker smo se pogovarjali o teh stvareh. Potem pa to zgine, zbledi. Se pravi, mladostniki, ki imajo probleme, se morajo kompetentni s takimi tipi psihoterapeutov, ki štekajo, da imajo oni problem s primarni družini starši, da je to treba predelati. Da se treba pogovarjati s starši, ker starši nimajo potlačitev, otroci imajo že potlačitev in se ne spomnijo sploh travm. Starši pa vejo. In pa imajo psihoterapeuti, torej starši zalagati psihoterapeuta z informacijami, zato da zna psihoterapeut voditi pogovor v pravo smer in če dela mogoče s hipnozo, da se s hipnozo zna locirati obdobja, kjer se travma dogaja, se mu ozavesti in ko se pride do ozaveščanja teh travm, ko se pride tudi do uvida, se spozna, da je problem tole, ne pa to življenje tukaj, ki me tako moti, zaradi katerega sem jaz ves zbegan, pa svet me ne razume, nihče me ne razume. Ne, problem je tvoje otroštvo. In ko se to razume, se občutki spremenijo, normalni so, torej, zdaj se pa sproščeno počutim, ne vem zakaj, pogovarjala sem se o tem. To je res, to je en tak, jaz osebno izkušen lahko povem, da meni je v bistvu izredno pomagal, kakor je bilo težko, odprto govoriti tudi o teh zelo groznih stvareh in to še danes prakticiram.
In name se tudi obračajo ljudje, ki jih v bistvu to nam rekla učim, ampak smo kar skupaj nekako v tem. In res pomaga, ker v bistvu doživiš eno katarzo in v bistvu olajšanje doživiš. Ja, to je katarza. In vse je lažje potem. Se spremenijo občutki, kamen srca, odkje pa, joj, barve so lepše, sonce bolj sije, svetlo je, prej pa se temača. Tem preporod nastane. Zato, ker so se prave teme tematizirale in otrok spoznal, da v resnici bil ljubljen, pa ga starši sploh niso znali zalagati s komplimenti. To so te neke... V bistvu ta občutek, jaz sem ugotovila, da je zelo pomembno, da imaš vsaj eno osebo, ki točno ne, kako se počutiš. Pa naj bo to starš, če ima srečo, ali pa saj kakšni drugi, ampak to fajn, da je mama, to je idealno. Pa glas razuma, da je oče, posodetki pa babice, potem so vzgojitelji, ali pa nekakva kompetentna odrasla oseba, ki fejs šteka, ampak človek mora talent biti. Ne mora tam nek elektrikar, tam kvantna psihoanaliza, tam štekati. Treba brati, delati na sebi, čuječnost. No, zdaj pred koncem bi še eno stvar izpostavila, ki je tudi seveda velik problem v družbi. Torej, recimo, ta najstnik pač odrašča, represira svoje občutke, ker starši se skrivajo in pride do represije. In on odraste. Veliko imamo v Sloveniji alkoholikov in podobno. A je v bistvu alkoholizem tudi lahko posledica represije občutkov oziroma so odvisniki, kaj eni samomorilci samo da počas samomor delajo? Alkoholizem, to je znak, da je bilo v otroštvu nekaj narobe. Alkohol je naravni antidepresiv. Tisti alkoholiki, ki se meni pridajo spovedati, prav se napijem, pa tesnoba mine. Prej pa skut tesnobnost. Ja, tesnobnost ima jedro. V otroštvu. V teh dneh sem imel nekoga, ki je ful tesnoben in poj pa na travo šel. Ni se napil, ampak na travo. Ko se je pa zadev, sem pa jaz normalen. Sem pa zapadel psihozo. Pa začel halucinirati, pa so pa tam klasika, psihiatrika, antipsihotike in pa čist, kar že invalidsko, bo šel v penzijo pri 20-25 letih. To narobe delajo, zato ta psihoterapevtski zakon je bolj pravilen, da da psihoterapeutom večjo vlogo kot psihiatrom, kot sam s kemijo. Ampak recimo ta eden, so se pogovarjali, sem rekel, zdaj tole droga je del tvojega problema, ne več drogo, pa alkohol, ker imaš dispozicijo, da ti to tesnobo ukine. Ampak ti imaš pa tesnobo pa zaradi otroštva, pa mamica je bila zraven. Pa mamica pa sinček, pa se pogovarjali, smo imeli težave, pa oče se malo zapil, pa družinska firma. Mislim, pa se v enem ne zdaj šel v detalje, ampak v enem trenutku pa mamica reče, vete, pa še tole pa tole hibo ima. Sem tisto hibo videl, sem rekel, what? Že od rojstva. A čakajte malo, sem rekel, zdaj pa stvar pa spremeni, 100 hibo. Je bil tarča vsega, posmehovanja, celo otroštvo, pa on prav, ne samo otroštvo, meni šel so osnovni vrtec, osnovna šola, srednja šola, skozi zabavali, ker sem rekel tak pa tak. Ne povedal, kjera hiba je bila, da se ne bo preveč vedelo, o kom govorim, ker moram prej vprašati, če nekdo hoče, vi ste dovolili, pa sva se o vam pogovarjati, druge pa nočem namočiti, ker se tako čutijo. Ampak pa sem pa midva videla, da ima on tesnobo, zaradi katere je šel, ni šel alkoholizm, šel je v tesnobnost, v drogo. Ampak droga ga je pa v psihozo pahla. Sem rekel, mi dva moramo tesnobnost predelati s pogovorom. Ti ne treba biti na drogi in potem ne boš niti rabo nazaj, torej boš lahko dol s tablet, ki nič ne zdravijo, ki niso zdravila. Ampak protokol Buda s psihiatrom je tak, da zdaj si pa še vkleščen v tablete. Dol s tablet, terapija mora pa na pogovoru tematizirati tvoje travmo iz otroštva. Pa ne bo tendence za alkoholizem. Ker alkoholizem je simptom ranjene duše. Ranjenost pa nastane v otroštvu. In alkoholikom je treba s pogovorom razsvetliti, zakaj so alkoholiki, zakaj imajo tesnobo, ko se napijejo, pa tesnoba zgine. Ja, tesnobo imaš pa zgodbe iz otroštva. Tako da alkohol je zelo ena kvantna, rekel, težava, ki se mora zelo izurjen psihoterapeut lotiti alkoholika. Ne samo, zdaj pa pete na golnika ali pa ne vem, nič odšpiti. To ni tako enostavno. Ampak zakaj se ljudje tako bojijo soočenja sami in sabo? Ker dosti alkoholikov v teoriji vse to ve, kar ste povedali, ampak v praksi, kje je to ta zadnja stvar, da bi... Obrambni mehanizmi so taki, da moški alkoholik je car, če alkoholik, to je, večjega carja. Družbeno spremljivo. Ženska tam ima načelo, baba pjana rit prodana, ima neko promiskuitetnost se je nastal, Nadja se ošibi,
ful ima pol pohote in pol ta pohotna ženska, če se transparentno tam nastavlja, cena pade, ne. Moški so džeki, ženske pa to, če pijejo, še raje naskrivaj spijejo, ker so pijane še tako stigmatizirane. Oboji trpijo, samo racionalizacija, predvsem moškim, reče, se jaz pa nisem, jaz tako neham, kadar čem, sem se mi ne dal nehat, ne. Pa en pir spije, pa dva, pa še 6, ne. Oni mislijo, da niso alkoholiki, v resnici je pa počutje, se pravi, količina ugodja tako dobra, da ko on gre dol za alkohola, ne bo več ugodja čutil, on bo samo v tisti tesnobnosti. Tesnobnost mora pa v psihoterapiji predelati. Tako da je to en hud začaran krog, ki se ga te alkoholiki, torej tisti, ki se ukvarjajo z alkoholizmom, napačno lotevajo. En Rugl je bil dosti dober, pa Perkov je tudi, ker ima cel sistem, družine se predrugači obnašanje, hodijo na maratone, laufajo, so športom ukvarjajo, ne, pa seksat morajo, ne, če je veden seks life, je pa manj, ker treba iti na antidepresivo imenovan alkohol. Ne, tako da to je zelo, bi rekel, kompleksna tale kompleksna zadeva, ampak ni pa paradigmatsko podobno za vse. Nekateri imajo v ozadju to, pa to, pa to, drugi to, pa to, pa to. Mislim, žena mi pravi, da sem alkoholik. Pa ugotovim, da ima žena alkoholičnega očeta in on sam pogleda pivo, mu že tam ušesa navija. Ker eno pivo pogleda, zaradi tega, ker ima hčerka, kot hčerka je imela s svojim očetom zgodbo z alkoholom in pol je alergična za prazen nič za enega tipa. En drug pa prav, ja sej spijem ga tako na pol leta, se ga pa za 2 dni napijem. Še malo je to neobičajno, ko je pa kot otroštvo, ko ste pa tam z mamo, ne, mama se je obesla. What? Se sem še jaz videl. Smilijo vse jasno, ne? To so različne zgodbe teh alkoholikov. Ja, tako da v bistvu za konc bi nekako sam te alineje potegnila. Torej, v bistvu ključno je odprta, jasna komunikacija, nudenje tolažbe, razumevanje in tako bi v bistvu družbo lahko vzgojila eno zdravo družbo. Ker mi smo ta družba konc koncev. Družba je, kakršna je, ampak posameznik je toleranten na zdrse družbe, če ima svojo primarno družino normalno. Če on tam imaš vse pošli, tako ti družba počne pizdarje, pa te ne premakne. Ne? Recimo, ko je bila COVID kriza, pa je bil potres v Petrini, na Hrvaškem, ko se pa tam sesuvali, polovico vasi tam se je sesulo, hiše, one slabo grajene, v fundamentu narobe grajena, ali pa slabo grajena hiša brez fundamentov, se je sesula. Pravilno grajene hiše se niso sesule. Tako je bilo pri samomorih, pa tesnobnosti, anksioznosti in paničnih napadih z osebnostmi, ki so imele slabe primarne družine v času COVID-a, so se sesuli psihično. Ne zaradi COVID-a ukrepov pa Janše, ampak zaradi primarne družine, zaradi odsotne mame. Se pravi, če delamo neke alineje, če je mamica prisotna, ljubeča, brezpogojno ljubeča, pa če je oče pravilen tip, ne bo nič, družba ne bo sesula, se bo vedno na noge postavil, če je moški. Ženska ima druge algoritme, ženska pa tam, ženska pa če ni lepa, je pa gotova, ne? Pa naj gre na popolno preobrazbo, ali kaj. No ja, dejansko žal res v tej družbi današnji. Sicer rečemo, lepota izvira od znotraj, samo v praksi pa ni glih tako enostavno. V praksi je pa tako, da teli dekolteji, ki je lepoti, ker družba naklonjena, bomo rekli, tudi sama opažam, da je pač to tako. Torej, v bistvu lahko bi tudi rekli, da je sočutje osnova vsakega odnosa. Torej, mama mora biti sočutna do otroka in saj v prvem letu naj bi otrok doživljal lepe stvari, ne rab travm. Dejansko dojenček bi mogel biti popolnoma zaščiten. Ni čistko, če dojenček trpi, posname na svoj hard disk fundament za razvoj sočutja. Sam se smili in na tem samo smiljenju je on sočuten do druge vidi, se nezavedno identificira in drugim pomaga, ker je nekoč sam trpel in se malo identificira in drugim pomaga, je sočuten. Sam ta fenomen egoističnost altruizma pa etike, ki sem ga pa prej povedal, je pa tudi ta, da ko ti drugim pomagaš, sam nehaš trpeti. Mu zato pomaga, da sam nehaš trpeti, ampak pravilen človek je sočuten, kar pomeni, da ti trpiš, ko drugega vidiš, da je... To je empatija. Ja, empatija in si sočuten. Zakaj že? Zato, ker si sam
kot otrok trpel. In otrok ne sme biti razvajen. On mora imeti tudi neizpolnjene želje. Recimo, ženske veljajo... A že dojenček tudi? Dojenček še nima razvitih miselnih sistemov. V analni fazi se miselni sistemi razvijajo in ko on ima bolj kompleksno misel, on samo smiljenje bolj predela kot kompleksno misel. In tisti miselni fundament se mu uveljavlja v odraslosti potem. Ne čisto dojenček, mora že biti tam eno leto pa pol star. Takrat se to začne miselno premljevati in se miselni fundament, predstava je govoril Freud. Te predstave, miselni fundamenti se tako sformatirajo, da se človek v odraslosti v psihičnem smislu, v kontekstu sočutja bolje obnaša. Ali pa v kontekstu recimo varčnosti, ali pa trme, sadizma. Ko otrok pri 2 letih začne v analni fazi razmišljati, kako trguje s svojim drekom. Ko dobiva ljubezen, ko vidi, da mamica trpi, če se ta ne pokaka in oživa, ko mamica trpi, pa ko on kaka, se izkaka ti drek do konca, zato moraš ti do konca ene stvari dokončati, ne moraš kar napol nehati, pa tako naprej. To so vse miselni sistemi v analni fazi, ki imajo svoja simbolna nasledstva v odraslosti. Ampak tole bi reče povedal, da sta pa ženske bolj sočutne kot moški. Moški smo bolj udarni, nek tip moralnega razsojanja moških je drugačen kot tip moralnega razsojanja pri ženskah. Ženske imate kontaminirano moralno razsojanje s sočutjem. Vi imate veliko sočutja, zato ker ste sami kot deklica zelo, zelo trpeli, pa še trpeče ljudi ste videli okoli sebe. Recimo zdaj se Anita Ogulin, ki je lani umrla, ali začetku leta umrla, recimo ona ima ful razvito sočutje. In jaz sem preveril njeno otroštvo, ona je imela slepega očeta, in je tistega slepega očeta vsak dan vodila na pevske vaje in ona, ko je zamižala, ni nič videla in se je oče tako smilil, on pa nič ne vidi. Ženska toliko trpela, da brez, da bi drugim pomagala, ni znala živeti. In je bila, ne vem, ženska leta, osebnost leta, ki je tako zelo drugim pomagala, zato da je sama nehala trpeti. Ker je kot deklica in sama trpela in gledala trpečega očeta. Vi imate podobno zgodbo, ker ste kot deklica zelo trpeli, zato ste zelo sočutni. Ampak to sočutje imajo pa ženske v večji meri infiltrirane v psiho, zato ker so se, zdaj to ta kvantna psihoanaliza, same sebi smilile, da so videli, da nimajo lulčka. Sorry, to je Freud tako povedal, se pravi, nimam lulčka, kot če sem se zdaj ubit, sem pa toliko lepša. Ampak to samo smiljeno, da je pa ne en mezinček, en prst ti manjka vzun, s katerim se stoje lula. Jaz pa tega nimam. Se sama sebi smili. Moški nima tega. Moški ima pa fenomen kastracije in tega nismo prej omenila. Ta kastracija pa zelo pomembna pri tem samomoru. Če bi kdo hotel še ta samomor kaj obdelati, kastracija pa moški je zelo pomembno pri teoriji samomora pri moških. Zakaj pa? Zato, ker se moški s samomorom ultimativno kastrira. On si ga odreže sam. Torej, kje starš kiksne, da prije do tega? To je mama spet v ozadju. Moškega samomora načeloma mama, pa odsotni oče. Se pravi, razsodne moči, moški, če ni imel fota normalnega, ima tam neke skušnjave samomora, če še mama zajebala, bi lahko na račun mame imel idejo samomora, pa ker nima moralne razsodnosti, pa samomor še naredi. Ne reče, to pa moralno ni prav, kako bo pa moj otroc brez mene živel. Kako se bo pa mama počutila, če bo njen sin samomor naredil, pa kaj tazga, v odraslosti to. Skratka, teorija samomora ima kopica enih segmentov in tudi kako ljudje delajo samomor, da ful različno, ženskam ful spodleti samomor, ker na nezavedni ravni v resnici noče narediti samomora. Moški pa, ko se odloži, da bo samo kastracijo naredil, njemu pa to rata, ima tudi jajce, ima pogum in se kastrira. Autokastracija je samomor. Ženska nima autokastracije, ker nima lulčka, se ne da neč odrezati in ima to zgodbo drugače psihično nastavljeno, zato so samomori tudi, ne vem, moški se z lahkoto vrže pod vlak, ženska pa tuhta, da ko bo umrla, da bo še lepa, še trupla, da bo lepa. Sorry, to tako je. Ja, dejansko je res. Pa se pa raj zastrupljajo, da bo še mrlič, da bo lepa. Ja, tako je. Ja, mi smo imeli celo v puberteti te, ki smo bili več na skupaj, taki problematični, umri mlad, da boš lepo truplo, pa take. To je bil kaj ena mantra.
Torej, lahko rečemo, zdaj karkoli smo zafrknili, pač smo, a ne, družba je, kjer je. Ampak, ko vemo boljš, lahko delamo boljš. Torej, če ne drugega, damo človeku vsaj možnost izpovedi, ker doskrat opažam, da jim je prav odvzeta pravica do izpovedi. Torej, en človek se čisto izpove, naprimer starš je lahko največja žrtev, koliko sem trpel in tako naprej, medtem ko otroka pa tega ne omogočajo. Ali pa je to med partnerstvi, mož se tam zdere na ženo, je udar, žena pa Bog ne dejde nazaj, ki reče. Pravica do izpovedi. Človek z logičnim sklepanjem ne spozna dejstva, da je tudi otrok lahko samomor naredi. Na kraj pameti mu ne pride, da bo otrok naredil samomor. In se z njim na tak način ne pogovarja. Ne, otrok rab pomoč, sam načeloma spet bom rekel, res je, da so starši tisti, če imajo tako odnos, da se staršem izpove, da tu ločene ženske, ne vem, se z mamico vse poveva. Mamica prav, da doživlja orgazem z očinom ko seksa, jaz pa ne. Tu se načeloma ženske med sabo, mamica pa včerke ne more na tak način pogovarjati. Malo je tako. Pa da vas potentnost razpravlja mamica pa sinček 20-letni. Pa ne more zdaj to spraševati o potentnosti, če je mamica zraven. Ne morejo teh seksualnih stvari, pa teh intim, ne morejo otroci predelovati svojimi starši. Načeloma je to tako. Mora biti pa kompetenten sogovornik. In zdaj tale psihoterapevtski zakon, ki se je sprejel, daje večjo kompetenco pogovarjanju, se pravi psihoterapeutom, kar je v redu. Pa bom rekel, niso vsi psihoterapeuti talentirani. So zabluzili v procesu izobraževanja, tem ponotranjajo neke čudne psihoterapevtske šole, ki so, rekel, nič od niča. Jaz vem, ker vem, kaj je psihoterapija, pa kaj ni. In imajo licence za gestalt terapijo, ali pa, ne vem, jungovsko psihoanalizo, pa se tam z neko astrologijo pa arhetipi ukvarjajo. To je tak absurd z mojega vidika, ne. Ampak pogovarjanje otrokom pomaga. Zdaj, če se med sabo ne znajo pogovarjati, se mogoče bi pa ChatGPT zdaj lahko tukaj vskočil, ker ni tako buta s ChatGPT. In če se bi mu začelo zaupati, recimo, če bi najstnik imel težave, pa napisal ChatGPT mu nazaj pove, wow, ta pa ve, in ga bo misel ChatGPT-ja lahko zadela. Ker določene ženske, ali pa ne, so se tudi zaljubljali v namišljeno partnerko ali pa partnerca, ki ga je hlinal ChatGPT. So se ful dobro počutili, nasmejano, hotab. Mislim, se je to norost. To je nadomestek, v bistvu še zmer je pa človek ključen. Sam nadomestek, ne, lahko nekomu spremeni miselne sisteme in ni več samomorilen. Pa to naredi nadomestek ChatGPT. Nič hudega, samo da nov samomor. To je čisto začasna rešitev, tako v redu. Ja, tako da v bistvu na to temo sva kar obdelala, imamo v mislih že prihodne, tako da verjetno se bova še kaj srečala. Tako da ne bi se vam zahvalila na tej točki. Če je bilo tole v redu, evo, na Kseno se obrnite, ona bo tole premlela, naredila nek koncert, jaz pridem, vzema novo kamero, upam, da to tudi deluje, nima nič mikrofona. Kseni se zahvalite. Ja, za to. Skratka, čao. Pozdravljam.